Zdaj pa napovedujem točko, ki nas bo popeljala v mednarodne vode oziroma vsaj pokazala, kakšne so priložnosti za to. Saj veste, dr. Jelenc je opozoril, da je treba zagotoviti finančne temelje. To niso nujno vedno samo nacionalna sredstva, ni nujno samo ESS, so v veliki, vedno večji meri, imam občutek, tekom let, sredstva, ki jih pridobimo iz programa Erasmus Plus in nam omogočajo, da pokukamo onkraj naših meja, se družimo, se učimo drug od drugega, širimo svoje prakse in o programu Erasmus Plus in platformi, ki je namenjena nam, izobraževalcem odraslih, bosta spregovorili Ana Stanovnik-Perčič in Sabina Tori Selan s primerom iz prakse. Izvolite. Prav lepo in prav toplo pozdravljeni. Jaz moram priznati, da sem zelo vesela, da vas vidim po 2 letih v živo. 2 leti razlaganja ekranu o Erasmusu in o EPALE res ni tako simpatično, kot stati tukaj pred vami, se že drugi dan z vami družiti, tako da res zelo sem vesela, da sem danes tukaj. Moje ime je Ana Stanovnik-Perčič. Prihajam iz CMEPIUS-a. Mi smo nacionalna agencija za program Erasmus+, smo tudi nacionalna podporna služba spletne platforme EPALE in še več drugih pobud z področja izobraževanja. Vam bom pa danes predstavila nekaj besed o Erasmusu. Pa na začetku vprašala sem se včeraj, zdaj sem šla pa je že kar naprej, takole. Prehitra. Kako naj zdaj povežem Erasmus s tole temo, o kateri se tukaj pogovarjamo, zdravi, prodorni, prožni, kaj pravzaprav pa ima Erasmus s tem? Pravzaprav vse ima Erasmus s tem, čist popolnoma vse. Velikrat smo včeraj slišali, da je treba skrbeti za naše zdravje, da je treba skrbeti za naše psihofizično zdravje, treba krepiti socialno okolje. Erasmus vam bo pri tem lahko zelo dobro pomagal. S pogledom čez meje, onkraj meja, si boste zelo, zelo dobro lahko razširili vaše socialno okolje. Ko boste v Nemčiji na mobilnosti in boste dobili informacijo, da je vaš let iz Frankfurta odpovedan in boste mogli priti iz Kölna domov, boste mogli biti zelo prožni, zelo prodorni, zelo inovativni, trenirala se bo vaša veščina potrpljenja, iznajdljivosti, kako boste zdaj tja prišli. Verjetno bo tudi za vaše fizično zdravje kaj poskrbljeno, ko boste mogli teči na kakšen vlak, ki ga niste pričakovali, vleči za sabo kovček po poti, ki je niste načrtovali prvotno, tako da Erasmus Plus lahko poskrbi tudi za te vidike. Zdaj pa gremo naprej še malo bolj na konkretne stvari. Medtem, ko se je zgodilo to, da se zdaj spet vidimo v živo, se je zgodil tudi nov program oziroma nova finančna perspektiva, prežeta z vsem, s čimer je prežeto delovanje, ki mu sledimo pravzaprav vsi, vključevanje, zeleno, digitalno, aktivna participacija. Izpostavila sem pa še nekaj glavnih poudarkov, ki se mi zdijo posebej pomembne za področje izobraževanja odraslih. Novost v tem programu, v tej finančni perspektivi je mobilnost učečih se odraslih. Zelo vas vabimo, da jih v čim večji meri vključite v svoje projekte, ponuja se veliko možnosti. Ena novost spet, o kateri bom tudi nekaj besed tukaj zdaj namenila, je možnost pridobitve akreditacije. Akreditacija vam vsakoletno omogoča oziroma vam ponuja olajšan dostop do sredstev za izvedbe mobilnosti. Nova akcija v tem programu so manjša partnerstva. Manjša partnerstva so bila oziroma so nek tak nepričakovan ali pa saj z moje strani nepričakovan, kar skoraj lahko rečem hit. Zelo so v 2 letih postala priljubljena. To je malo preprostejša oblika sodelovanja 2 ali več organizacij, tako da zelo dobrodošla sprememba. Ena zelo pomembna stvar, več finančnih sredstev. Temu področju je zdaj namenjenih res bistveno več finančnih sredstev, kot jih je bilo v preteklem programu.
ostajajo pa nerazdeljena. Tako da res toplo vas vabim k prijavi, k razmisleku o možnostih, kako bi lahko ta sredstva koristila vam, kako bi jih lahko porabili in izkoristili tudi vi. Dejansko nam ostajajo sredstva, ki jih ne porabimo, saj se prerazporedijo potem na večje projekte, ampak sredstva za mobilnost ostajajo, mobilnosti, ki vam lahko ponujajo profesionalni razvoj, vam, vaši organizaciji. Tako da res, to se mi zdi zelo pomembna informacija. Prej sem omenila mobilnost učečih se odraslih, pa vključevanje, tudi z finančnega vidika je to podprto, zdaj je na voljo prav konkretna postavka, ki se ji reče podpora za vključevanje. Tako da je zdaj Erasmus Plus tudi z finančnega vidika, ne zgolj z besedami, ampak tudi z finančnega vidika podprl vključevanje res vseh v izobraževanje in res, da se čim večjim ljudem ponudi možnost mobilnosti. Zdaj pa kako začeti? Ideja, tukaj imam napisano izhajajoč iz sebe. To pomeni izhajajoč iz lahko sebe kot posameznika ali pa sebe kot organizacije. Kaj je tisto, kar mi potrebujemo? Sicer sem navedla tukaj nekaj EPALE, seveda platforma, Evropska platforma za izobraževanje odraslih, vaše stičišče, tukaj lahko že najdete nekaj idej. Erasmus Plus platforma, spletni portal Erasmus projektov, na CMEPIUS-u imamo navedenih nekaj dobrih praks. Predvsem pa bi tukaj izpostavila tudi vse krasne projekte, ki so bili izpostavljeni včeraj. Kar nekaj od teh projektov je prav Erasmus Plus projektov. Tako da, ko se znajdete pri tem, kaj bi vi pravzaprav želeli početi, izkristalizirajte si to, potem pa raziščite, kakšne so vaše možnosti, poglejte pa tudi, tukaj lahko že čisto blizu naokrog, ker se že izvajajo super stvari, lahko to kar služi za kar kakšno izhodišče. Kakšne so vaše možnosti, preden vas popeljem malo naprej, kakšne so vaše možnosti? Tukaj sem vključila prav tisto našo izrazoslovje, ki ga boste potem mogoče našli na naših spletnih straneh, ključna aktivnost 1, 2, K1, K2, učna mobilnost posameznikov, ampak okvirno, sam za predstavo je učna mobilnost posameznikov, pa partnerstva za sodelovanje. Pri učni mobilnosti posameznikov se lahko prijavite kot akreditirana ali neakreditirana organizacija. Za oboje je. Ni treba že, da imate akreditacijo. V zadnjem času se je kar vzpostavila malo fama, ampak mi nimamo akreditacije. Nič hudega. Nič hudega, lahko se prijavite tudi kot neakreditirana organizacija. Partnerstva za sodelovanje, pa zdaj so poimenovana sodelovalna partnerstva in manjša partnerstva. Mi jim kar pri nas rečemo ta mala pa ta velika partnerstva. Majčkeno sem poudarila, ta manjša partnerstva, tako kot sem že prej povedala, so se izkazala za zelo priljubljeno akcijo, zato je tukaj le malo poudarjena. Še beseda o akreditaciji, zdaj sem jo že tudi nekajkrat omenila. Torej, novi program omogoča organizacijam za izobraževanje odraslih pridobitev Erasmus akreditacije. Zdaj tukaj je taka lepa definicija, izvodnika omogoča vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje, predvsem pa kar to za vas pomeni. Enkrat se prijavite, pridobite akreditacijo in potem imate vsa leta do konca programa ob rokih za prijavo možnost dati samo še poenostavljeno prijavnico, kjer navedete, koliko mobilnosti boste izvedli. Je tukaj zadaj, seveda ni tako preprosto, je tukaj zadaj načrtovanje, strateški vidik vaše organizacije, vizija, kje si želite biti, postavitev ciljev in potem akcijski načrt. Tako da kar samo ena prijavnica to ni, vseeno je potrebno nekaj načrtovanja, ampak ko pa enkrat imate organizacijo, pa so vam sredstva zagotovljena. Zdaj pa, ker smo včeraj večkrat slišali, da se je treba stresu izogibati, je treba skrbeti za svoje zdravje, pa sem se tudi tukaj kar pri kom pozanimala, kaj je pravzaprav tisto, kar vam zapira pot pred tem, oziroma zakaj se mogoče ne lotite priprave projektov. Je prišel en tak namig k meni, načrtovanje, časovno načrtovanje. Sej bi, ampak pol je pa kar naenkrat rok, mi imamo pa toliko drugih stvari. Zato sem jaz pripravila bom po angleško povedala roadmap, dala sem ga tudi kar v mesece, kaj približno v katerem terminu, česa se morate lotiti, zato da se ne bo pa zgodil kar naenkrat, rok je pred vrati. Pa dajmo.
Vidite, prav po mesecih gre lepo. Pravzaprav bi bilo treba začeti, že bi bil mogoče lahko tukaj le september, ampak ker smo danes 26. oktobra, sem začela z oktobrom, tako da se bo potem cikel zavrtel. Zdaj je čas, ko pripravljate svoje načrte za prihodnje leto. Zdaj je tisti čas, ko se morate odločiti, kaj bi lahko delali, ko imate vse tukaj še želje, ideje, možnosti, sem vam na kratko predstavila, kaj bi pravzaprav sploh radi, kam bi radi prišli. Možnosti imate, mobilnost posameznikov, partnerstva, sodelovanje, mogoče se boste odločili za akreditacijo. Če se boste odločili za akreditacijo, je zdaj moment, ko začnete strateško načrtovati, ko se usedete in si rečete, ok, kje smo in kakšna je naša vizija. In to umestite tudi v vaše strateške načrte. Ampak zdaj je tisti moment, ko se to začne. Ali pa mogoče že včeraj. Tamle zraven sem dala tudi na vsak naslednji slajd, v kakšnem stanju naj bo prijavnica. Zaradi tega, ker se mi zelo velikokrat zgodi, da pogovarjamo se, kako pa kaj kaže letos s prijavami in potem jaz rečem, ja, zelo veliko kličejo, ogromno individualnih svetovanj, ampak med pogovorom z mano pa razmišljanjem pri vas je zelo velik korak tudi do dejanske oddaje prijavnice. Tam, šele, ko vi oddate prijavnico, ste zares zaprosili za sredstva. Zato sem tukaj le noter dala tudi to stanje. Torej, imate želje, imate ideje. Tukaj včeraj ste slišali ogromno zelo dobrih stvari. Preštudirate EPALE, spletno platformo za izobraževanje odraslih, ogromno dobrih informacij je tam. Pogledate si, kaj še druge počnejo na vašem področju. Pregledate tiste 3 platforme, 3 drsnice nazaj sem jih navedla. Imate kakšne ideje, ne veste glih kako bi, kaj bi, razmišljate, a se to sploh da, pokličete se med sabo, pogovarjate se, pokličete nas, pogovarjamo se z vami. Naročite se na naš newsletter, na naš novičnik, ker vas tam obveščamo vsem, kdaj so roki, kdaj so seminarji za prijavitelje, kdaj so kakšni pomembni dogodki in seveda pa všečkate vse naše profile na vseh družbenih omrežjih, ker potem vam pride na telefon informacija, evo, seminar za prijavitelje je tukajle. Že zdaj pobrskajte po naši spletni strani prijavnica, da boste približno vedeli, kje jih najdete, malo jih poglejte, malo jih preklikajte, da boste videli, kaj vas čaka. Niso tako preproste, se jaz lahko zdaj tukaj rečem, sej tole mačkam tam boste malo napisali, pa bo, pa ni. No, tako težko pa tudi ne, ampak vseeno, malo si poglejte, začrtajte si osnovne ideje. Potem december, januar je čas za odločitev. Zdaj je tukaj ta moment, ko se morate odločiti, kako boste ukrepili vaše mednarodno sodelovanje, ali ukrepili, ali začeli, s katero akcijo, kam greste, partnerstva, mobilnosti, kam boste šli. Poiščete partnerje. Tole se tako preprosto sliši, pa je to mnogokrat največji problem. Spet vam prav pridejo EPALE, E+PRP, kolegi, vaši kontakti mogoče, ki jih že imate v tujini. Pa predvsem bi tukaj rada še opozorila na kontaktne seminarje, na katere vas tudi vabimo zelo intenzivno. V preteklih dneh ste zelo verjetno dobili kar nekaj vabil z moje strani na kontaktni seminar na Norveškem, posebej namenjen tistim, ki so neizkušeni, nevešči sodelovanja, tako da takih kontaktnih seminarjev je kar nekaj, vas potem povabimo tja. In v tem terminu že tudi začnemo izvajati mi seminarje za prijavitelje. Zelo toplo vam polagamo na srce, da se jih udeležujete, lotimo se jih zelo sistematično. Najprej gremo iz širše slike, kaj sploh je Erasmus, kakšne so vaše možnosti, potem pa gremo naprej na K1, K2, evo sem že pri kraticah, torej na mobilnosti, na partnerstva. Imamo tudi seminar za oddajo, tehnično oddajo prijavnice, tako da lepo vas peljemo po korakih, sistematično, res dajte se vsega tega udeleževati, če bi želeli sodelovati. Ko greste čez to usposabljanje oziroma naše seminarje in imate prijavnico v glavnini že izpolnjeno, pa še kaj preverjate, popravljate, pa kje niste prepričani, je pa čas, da se lahko dogovorite tudi z nami za individualno svetovanje. Tudi to vam nudimo, zdaj tam ne bomo pogledali vaše prijavnice, se bomo pa pogovarjali o vašem projektu, lahko me boste vprašali
kakršnekoli vprašanja, dileme boste imeli. Lahko vam bom rekla, to je super, kar pojte naprej, marsikdaj pa tudi rečem, tole še ni zrelo, tole sploh ni to, mogoče dajte počakati do naslednjega roka, pa še malo, še majčkeno spilimo tole. Februar, marec, roki so pred vrati, kar naenkrat, vidite, to je že ta tretji slajd od danes, to je res pred vrati. Februarja je mobilnost posameznikov, rok za mobilnost posameznikov, marca projekti za sodelovanje. Ker moramo skrbeti za svoje psihofizično zdravje in IKT orodja vedno ne delujejo tako, kot bi mogla, oddajte prijavnico vsaj en dan prej, če ne še kaj prej. Res, toplo vam polagamo na srce, vsaj en dan prej. Torej, stanje prijavnice oddana je, ne? To takrat pa ste zaprosili za sredstva, čakate na rezultate. Če pa ste se odločili, da se boste potegovali oziroma boste poskusili pridobiti akreditacijo, je pa zdaj tisti čas, ko se vizija in strateški načrti prelivajo v konkretne cilje in v načrte aktivnosti, ki jih boste potem pripravili v prijavnici. Pa vrnila se bom samo en slajd nazaj, ker sem pozabila pokomentirati tole slikco. December, januar, vmes je novo leto. Ne se pozabiti pri tem zabavati. Na novoletnih druženjih, ki se jih bomo, upajmo, da jih bo zdaj spet malo več, pa je čas oziroma priložnost, da izmenjujete izkušnje, da se pogovarjate med sabo, kaj še vse bi se dalo narediti. Pa tukaj je čas za en stavek, ki sem ga slišala v pretekli teden, mislim, da smo bili prejšnji teden na srečanju pogodbenikov naših, je rekla ena pogodbenica tako fajn, kaj če bi se mi malo povezali. Pa so se takoj našli, kaj bi še, pa so že pogodbeniki, že imajo vsak svoje projekte, tako da tale komentar na to sliko še. Tukaj zdaj čakate in potem pride april, maj, juni, to je čas, ko imamo mi v rokah ta glaven del, kar se tiče projektov, poteka ocenjevanje in na poletje, nekje na poletje in potem kmalu na jesen vam bomo povedali rezultate, boste uspešni, hkrati pa se s septembrom že tudi bliža jesenski rok za K2, za manjša partnerstva, na voljo sta 2 roka letno in pa zdaj je pa tukaj pred vrati pa rok za akreditacijo. Torej, prej ste načrtovali, zdaj pa je že čas, da imate zastavljene cilje, da imate načrt aktivnosti pripravljen, prijavnica za akreditacijo mora biti v glavnini že izpolnjena. Tisti pa, ki boste imeli odobrene projekte v spomladanskih rokih, se boste udeleževali sestankov za pogodbenike, ki jih pripravljamo za vas, nekateri boste že tudi začeli izvajati projekte. Seminarji za prijavitelje so takrat namenjeni jesenskemu roku, akreditacije, dogodki, saj vemo, kakšna sta bila letošnji september in oktober, komaj, da smo se kaj znašli v pisarnah, ogromno, vmes ne pozabiti spet na počitnice, psihofizično zdravje, vse je treba poskrbeti. Nič in potem je oktober, november, pa smo spet tukaj, kar hitro se zavrti. Oktobra je rok za manjša partnerstva in rok za akreditacijo, stanje prijavnice oddana, potem pa ste v igri, vse ostalo se pa ponovi. Načrtujete za leto 2024, zbirate ideje, želje, ne bom zdaj še enkrat se vse ponovila, ampak jaz upam, da vam bo tale časovni načrt kaj pomagal. Zdaj se sliši v teoriji vse tako preprosto, pa vse tako simpel, lušten in fajn. Zato vam bo Sabina pa povedala nekaj, kaj pravi praksa. Ko smo se midve pogovarjali, sem ji jaz rekla, da ji predstavi vaš ta fajn projekt, ker itak, da jih ni samo eden, pa je rekla, sej seveda jih je več, pa sem pa rekla, v redu, potem pa povej, pa kar ti povej sama. Hvala. Ja, potem pa me je Ana prosila. Potem pa me je Ana prosila, da naj predstavim pa učinke sodelovanja v mednarodnih projektih, ki so bila tako, ker učinke, tako zelo težko mi jih je bilo ubesediti, saj vsi vemo, da so, ampak je problem, ker to niso neki merljivi, tako kot v kakšni prodaji, ne vem, zvišala se bo prodaja za 30 ali pa 40%, ja, tle pač tega ni, Tako da smo se mogli potem kar s kolegicami usesti enkrat in sva rekla, dajmo zdaj pogledati, kje smo bili 10-15 let nazaj, recimo, preden smo se začeli s temi projekti ukvarjati, pa kje smo danes,
In potem so pa kar te ideje v bistvu kar začele bruhati, no, iz nas vseh, kaj se je vse spremenilo. Tako da vas bom probala danes majčkeno to predstaviti. Ja, mi na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje smo se začeli nekako z evropskimi sredstvi na splošno ukvarjati tam okrog leta 2003, ko smo začeli delati aktivnosti, ki so bile še tam davno pod vzpodbudo FARE. Jaz sem bila takrat še v srednji šoli, tako da niti približno ne vem, kako je to potekalo. No. Ampak, ko sem se pa jaz priključila ekipi, smo pa potem v letu 2009 se odločili in prijavili prvi evropski projekt. Moram reči, da smo bili takrat precej drzni, no, ker naš prvi evropski projekt, ki smo ga prijavili brez kakršnihkoli izkušenj na mednarodnem sodelovanju, je bil centraliziran projekt, takrat se je imenoval Grundtvig Multilateral Projects, oziroma to je zdaj kar nekak ekvivalent K3-em. In smo bili uspešni. No. Zakaj smo mi takrat šli v prijavo enega tako precej zahtevnega projekta, tako z vidika prijave, kot tudi spremljanja, kot tudi potem poročanja. No. Morda zato, ker niti nismo vedeli, kaj smo se podajali, ampak nam je uspelo. In takrat moram reči, od takrat naprej so se nam res odprla vsa vrata za sodelovanje naprej, za nova partnerstva. Se pravi, do danes smo v bistvu sodelovali, po mojem, že preko 50 različnih projektov. Mislim, da smo potovali že prav v čisto vse evropske države. Spletli smo si pa tudi eno tako zelo dobro mrežo partnerjev iz cele Evrope, preko 100 jih je že zdaj, s katerimi redno sodelujemo. Kar se mi pa zdi tukaj zelo pomembno, pa je to, da mi v projektih ne sodelujemo zaradi projektov samih, ampak vedno imamo v ozadju razvoj naše lokalne skupnosti. Ker mi smo le javna organizacija, ustanovljena s strani lokalne skupnosti, in preden kadarkoli se mi odločimo, da bomo vstopili v določeno partnerstvo, vedno pogledamo, kaj bomo mi s tem projektom nagovarjali, katere izzive oziroma težave, probleme v lokalni skupnosti bomo reševali, in če imamo odgovor na to, potem vstopimo, drugače pač ne. Ja, kot sem že rekla, pač mi naše projekte skušamo umestiti v že obstoječo ponudbo, ali tako, da jo dodatno nadgradimo, ali da jo razvijemo, ali pa sam popestrimo. No, in tlele sem nanizala samo par projektov, s katerimi smo se ukvarjali ali pa se še ukvarjamo. Recimo prvi je Seniors for Education, z njim v bistvu nadgrajujemo naš Center za medgeneracijsko učenje oziroma CMU. Ga pa nadgrajujemo na način, da naši upokojenci, ker pa nam je kar veliko univerz za tretje življenjsko obdobje tudi v tem projektu sodelujejo, in oni v bistvu sodelujejo na razrednih urah v osnovnih šolah in učence učijo za življenje. Se pravi, da z njimi delijo svoja spoznanja, modrosti, ki so se jih naučili skozi življenje. In to v bistvu je ena taka neprecenljiva izkušnja tako za naše starejše člane univerze, kot tudi za otroke, učence. Prav tako smo imeli en projekt SASME Plus, s katerega so bili včlanjeni tudi oziroma vključeni člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Ta projekt se je ukvarjal z medijsko pismenostjo starejših občanov in v bistvu smo skozi ta projekt obogatili program naše Univerze za tretje življenjsko obdobje z novinarskim krožkom, in preko tega krožka so upokojenci začeli izdajati svoj časopis Novičnik. To je bilo zelo fajn, ker je ravno sovpadalo s korono oziroma s covidom, ko je bilo vse zaprto in pač nekateri člani enostavno niso mogli do nas, ne mi do njih, tako da smo začeli izdajati ta Novičnik. To je v bistvu časopis, ki ga ustvarjamo mi skupaj z upokojenci in še vedno izhaja, čeprav se je pač projekt zaključil, še vedno vsaka izdaja pride na dom do vsakega člana Univerze za tretje življenjsko obdobje, seveda pa nam pri tem pomaga potem lokalna skupnost finančno. Potem sta bila tudi tako dva luštna projekta Tell a Story pa Skill Up Game, oziroma en je še delujoč, še v teku projekt. Tukaj razvijamo oziroma smo razvijali nove metode v poučevanju.
v enem projektu učenje skozi pripovedovanje zgodb in v drugem smo uvajali igrifikacijo v izobraževalni proces. In te metode naši učitelji še vedno s pridom upravljajo, predvsem pridejo upoštev pri kakšni osnovni šoli za odrasle, no, ki se mi zdi, da te udeleženci včasih rabijo majčkeno drugačen pristop. Da naj omenim še en projekt, to je pa projekt Glas, ki se pa počasi tudi zaključuje. S tem projektom pa nekako obogatimo oziroma dodatno razvijamo našo dejavnost svetovanja, kajti tukaj razvijamo metodologijo za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja nizko izobraženih oziroma nizko usposobljenih udeležencev, predvsem tistih, ki so zelo nizko oziroma brez formalne izobrazbe, recimo rečemo, ne vem, po lestvici ISCET 1 do 2 je pa temno. In kot sem rekla, Jano, smo v teh letih sodelovanja lahko opazili kar veliko učinkov, tako na nas zaposlene, na našo organizacijo, kot potem tudi na lokalno skupnost. Če ne drugega, si recimo kot organizacija širimo ugled, aktualnost, vpetost v lokalno in tudi evropsko okolje. Mi zaposleni s tem, ko potujemo oziroma ko obiskujemo druge države, smo v stiku z različnimi dobrimi praksami širom Evrope in imamo vedno možnost prenosa teh praks v svoje delo v lokalno okolje. In s tem sigurno narašča naša pestrost in pa kakovost naših storitev. Lahko rečem, da si spletamo tako za nas zelo, zelo pomembno neformalno mrežo zunaj naših meja, strokovno rastemo. Kot sem prej omenila, imamo res preko 100 partnerjev, s katerimi sodelujemo, ki so strokovnjaki na različnih področjih in če zdaj imaš ti kakšno težavo oziroma nek problem, neko novo rešitev želiš, ti lahko samo obrneš telefon oziroma v WhatsApp, v našem primeru, ali pa mail, jih povprašaš in sigurno dobiš neko rešitev ali pa napotek. No. Tako da to se mi zdi izredno pomembno. Če ne drugega, smo pa z našimi projekti dobili pa tudi te čist otipljive rezultate, ne vem, IKT opremo smo si lahko izboljšali, dvigalo smo si zgradili, ne vem, našo galerijo likovnih samorastnikov, ki je v Trebnjem, smo opremili s tehnologijo obogatene resničnosti oziroma AR se imenuje, ja, in upamo, da bomo s tem pač pritegnili tudi mlajše obiskovalce, no, ki so nekako bolj dovzetni za te nove tehnologije. Kar pa se tiče organizacije in učinkov na lokalno okolje, pa ne vem, se mi zdi, da promoviramo naše mesto Trebnje, ki je res tako majhno mesto, ampak ima pa zelo bogato kulturno in naravno dediščino, tako da našim gostom skušamo ga vedno v čim lepši luči predstaviti. No. Potem v naše različne projekte vključujemo vse deležnike v lokalnem okolju, jih med sabo povezujemo in se mi zdi, da je v bistvu cela skupnost lokalna bolj povezana postala. No. In to vidimo tudi v tem, ko recimo v naše aktivnosti vključujemo različne ciljne skupine in jim želimo predstaviti, da so oni, ja, so državljani Republike Slovenije, ampak hkrati so pa pač del neke večje zgodbe, da so državljani Evrope, a ne da so Evropejci. In jim v bistvu želimo, ne vem, tam tudi predstavljati, ne vem, pač malo institucije Evropske unije, se pravi, da se bojo čim bolj, da bojo doumeli, da so pač res del neke širše slike. No. In s časoma v bistvu smo mi ugotovili, da se je naša lokalna skupnost začela odpirati navzven. Se pravi, ljudje so ugotovili, da imajo neke iste ciljne skupine, pa podobne ciljne skupine, tudi podobne težave v Sloveniji ali pa izven meja. A ne? In ugotovili so, da če imajo nek problem, da se ni treba vedno računati samo na lastna sredstva, ali pa na sredstva lokalne skupnosti, ampak da lahko v bistvu ti za rešitve pogledaš tudi ven. Da imaš v bistvu ti Evropo, ne vem, evropska sredstva, ki so zelo bogata, no, s katerimi lahko ti rešiš svoje težave. In lahko rečem, da sem ponosna, no, da so se razna društva, podjetja so se začela že tudi na nas obračati, ne imamo ta problema, nam pomagate narediti prijavo na to, na uno in dejansko jim tudi to pač že pomagamo, včasih tudi pomagamo pri vodenju projektov in se mi zdi, da se s tem povezujemo in da so nam hvaležni, no, in da v bistvu kot skupnost bolj rastemo. Hkrati pa tudi recimo vidiš, ne vem, občine so pobratene ali pa ne vem, izmenjave šol, pa tako tudi ko teh nekih evropskih sredstev ni, oni imajo še vedno neke dogodke med sabo
in se še vedno povezujejo, še vedno izmenjave dijakov prihajajo, pa študentov, učencev. In je v bistvu luštno videti, no, da v eno tako majhno mesto, kot je Trebnje, no, da se tako pač vidiš ljudi različnih kultur in da pač radi pridejo in da sodelujejo. No. Drugače pa, kar je rekla Ana prej, ja, vse velja, no, kar se tiče prijave projektov, posebej pa vam dam na umno, da res ne oddajati zadnje minute, ker mi smo se to enkrat naučili na zelo boleč način. Sicer je bilo že mnogo let nazaj, no, ampak ja, ne tega delati. Eva? Vse smo povedali, hvala lepa. Hvala lepa vama, Ana in Sabina, za ta, kaj bi rekla, roadmap, zelo nazoren in vse pozive, ki ste jih naslovili na morebitne snovalce Erasmus Plus projektov, kaj so razlogi za to, kaj dobrega nam lahko to prinese, pa ste seveda tudi povedali. Tako da prisrčna hvala. In ja, čim več koristite vse te krasne priložnosti, ker nas bogatijo, druge pa tudi, predvsem tudi naše udeležence in kot smo slišali, lokalne skupnosti. Kar ni presenetljivo, je pa zelo, zelo pozitivno.